Pozdravljeni, otroci, pri današnji uri glasbene umetnosti. Danes se bomo naučili novo pesmico Janeza Bitenca z naslovom Vesela pomlad. Z njo bomo poskusili pregnati zimo, ki je s svojim repom še zadnjič švignila in pobelila naša polja in travnike. Dragi prijateljčki, sem slišal, da zopet delate šolo od doma, pa sem vas prišel malce pogledati. Ja, in na obisk sem vam poslal tudi svojo teto Zimo. Ste jo bili veseli ali pa vam je prekrižala katerega od vaših načrtov? No, upam, da ste dobro in da se ne jezite preveč, če vas je v teh dneh malce zeblo. Ej, Snežko, Snežko, Snežak, tukaj sem, jaz sem krompir. In me tu v tej mrzli in hladni zemlji sedaj zelo zebe. Prosi tvojo teto Zimo, da se od nas dokončno poslovi. Povej, da lahko pride na obisk šele novembra, mogoče decembra. Do takrat pa naj pomladi pusti, da nas greje in poskrbi za nas, da bom lahko rasel in da bodo lahko otroci iz mene delali slastne krompirjeve jedi. Je tako, otroci? Tole je pa bil pogovor in pol, kajne, učiteljica Katarina? No, pomlad bi bila res spet dobrodošla. Narava že vse brsti in cveti. Hitimo z delom na polju, z delom na vrtu in sonček nam prav paše. Ob tem pa nas spremljajo krasni zvoki iz narave in melodije, ki jih ustvarjajo ptički. Učenci, ste za to, da jim prisluhnemo? Bodite pozorni, če boste katero od živali slišali tudi v naravi. Katero od ptic že poznate?
Ko si prisluhnil zvokom ptic, ki jih najdemo v naši okolici. V nadaljevanju pa boš lahko slišal, kako zveni glas kukavice, če glasbeniki zaigrajo na svoja glasbila. Udobno se namesti in prepusti se glasbi. Čudovito je bilo, krasno je ptičje petje in kako pomirjujoče deluje na nas. Sploh, ko ptice zapojejo v zboru in druga čez drugo. Pomladi pa nam zapojejo tudi prvi znanilci pomladi, zvončki in trobentice. Prisluhni pesmici in to, kako je zvok prvih spomladanskih cvetlic in ptic v svojo pesem ujel skladatelj Janez Bitenc. Cin, 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 se zvonček na trati oglaša. Cin, 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 pomladi v pozdrav cilja. Trara, 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 ra, ra, trobintica v zlati oblici. Trara, 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 ra, 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 zaspančke budi
škorčki so spet doma. Je bila pesmica všeč? V prvi kitici se oglaša zvonček, ki raste na trati in z glasom cin, cin pozdravlja pomlad. Poleg njega je tudi trobentica. Saj veš, oblečena je v zlato rumeno barvo. Trobi trarara in budi še ostale zaspance, ki spijo v topli zemljici. Zbor ptičkov pa z glasom čiv, čiv prepeva na vejah. Le kaj bi pomenilo, da so škorci spet doma? Kaj misliš, da to pomeni, da so škorci ptice selivke in da so se vrnili iz toplejših krajev v naše kraje? Besedilo pesmice si nekajkrat preberi in si ga poskušaj zapomniti. Ob glasbeni spremljavi, ki jo imaš dodano med dokumenti, pa lahko pesmico tudi zapoješ. Čaka pa te še nekaj dela v zvezku. V zvezek pesmica napiši naslov z rdečo barvico in pisanimi črkami. Napiši Vesela pomlad. Stran v zvezku razdeli na pol, kot je prikazano na sličici tule poleg. Pesmico na polovico strani ilustriraj, na drugo polovico pa bomo v šoli nalepili besedilo. Komaj čakamo tvojih ilustracij. Tole novo pesmico Vesela pomlad si večkrat zapoj, da si jo boš dobro zapomnil. Potem pa hitro na sonček, ki zopet krepi svoje sončne žarke.